stari in mladi, dolgočasni in kreativni, divji in preplašeni, vsi, ki ste z nami, dober dan. Na Valu 202 se družimo, pravkar na meniju marmelada. In marmelado bo skuhal Ciril Jazbec. Ciril je izredno uspešen slovenski fotograf, je prejemnik mnogih svetovno priznanih nagrad, med drugim World Press Photo Award. Objavil je že pri National Geographic Magazine, Time, The New York Times, Der Spiegel, The Sunday Times, La Repubblica, Le Monde. Ciril je obiskal tudi najbolj odročne kotičke sveta. Samo letos je že bil na Grenlandiji, na Norveškem, Finskem, v Švici, na Islandiji, sicer pa tudi v Himalaji, v Andih, v Peruju, Ruandi, Keniji, Ugandi, Gruziji, pa še marsikje. Zgodb torej ne manjka. Kaj so ga pustolovščine naučile o sebi in o svetu, pa torej tukaj in zdaj. Dobrodošel. Ja, živja, hvala za vabilo. Kako si? Kar v redu, no. Danes je tak miren dan. Lih popusto je en tak močen heksenšus, ki me je zagrabil ene par dni nazaj. Ampak ja, en tak bolj skoliran teden, ko nisem na poti, pa lahko naredim stvari, ki so tudi pomembne, pa ali sem malo več družino, pa tako. In tudi taki tedni morajo biti, ne? Ja, sigurno. Ciril, začniva s prvim kozarcem, ki nas bo popeljal v tvojo preteklost, to je kozarec roza barve. Malo bomo šli v otroštvo, malo v pretekla potovanja, da dobimo občutek, kakšna pot je pravzaprav za tabo, kako te je oblikovalo življenje. Kaj piše na prvem vprašanju? Se pravi roza kozarček. To so lepi kozarčki. Hvala, mojega končar jih je skvačkala. Aha, wow. Koliko bunkerjev je bilo v 90-ih zgrajenih v gozdovih Sebenja? Hudo. Čak, wow, sem pa kar impresioniran, kje si pa dobila te insiderske informacije. Hudo. Ja? Ja, kar precej. Jaz sem imel res to neko neverjetno srečo, da sem odraščal v eni taki čudoviti vasici Sebenja. To je v občini Tržič. In dejansko smo ogromno časa preživeli v gozdu, v Udimborštu, ki je tak zelo poseben gozd. In nekako smo, sred osnovne šole, gledali smo veliko enih filmov, dokumentarcev in nas je potegnalo, da se naredimo tudi neke take hiške, neke mostove, viseče mostove po drevesih. Nanosili smo vse iz domačih delavnic v gozd, fulejnih žeblov, desk in zgradili res tako ful lepo zgodbo. Tudi bile so neke vaške tolpe, tako res imam tak lepe spominjanja na ta obdobje. Ne vem, koliko je bilo bunkerjev, bil je tak zelo konkreten, tak malo podzemen bunker, kjer smo pa tudi posneli nek tak vojaški, partizanski film. Aha, že takrat? Ja, to je bilo tako čisto spontano, z nekimi družinskimi kamerami. Ampak ja, to obdobje me je ful zaznamovalo, to je tako zelo kreativno, tako zelo svobodno. V bistvu ta narava, ta gozd, se te je kar dotaknil, da to zdaj v bistvu neseš naprej, če razumem. Ja, sigurno, tako sem odraščal, nekako je bilo del, rituala družinskega, da smo šli na sprehod v gozd, da, tudi še zdaj tam neko igrišče v gozdu, kjer se igra košarka, nogomet. Zelo je tako, tudi zdaj, ko se vračam z kakšnih krajev, pa pridem nazaj v te konce, se tako prav rečem, kje to mi živimo, pogled na Triglav, Križka gora, Karavanke in potem te gozdički, tako je male kar taka ena mali utopični mehurček, in tam res je še kar pristna narava in ne moš verjetno. Do tega utopičnega mehurčka prideva malo kasneje, verjetno predlagam, da nadaljujeva, da kar roza še kar. Še kar roza, še kar smo v otroštvu in v preteklosti. Da vidimo. Katero bo naslednje vprašanje? Ciril Jazbec je gost v Marmeladi na Valu 202. Kakšen pubertetnik si bil kdaj upornik? Ja, dobro vprašanje. Pa siguren sem tudi kdaj bil, ne? Kaj pa vem? Zdaj v tvojem dokumentarcu na tvoji spletni strani praviš, da si bil introvertiran in tak sanjač. Ja, sigurno je. Zdaj se pravim, se pravi puberteta, to je tako osnovna šola, ne? Pa še malo srednja šola. Tako sem šel čez različna obdobja, ampak sigurno sem bil dost zasanjan. Bral sem veliko njih knjig, od
5 prijateljev do enih postolovskih zgodb. Pač ja, bil sem tak sem bil zelo zvedav, radoveden. Ne vem pa, če sem delal nekih ful preglavic s staršem. Imel sem srečo, da sem imel, bil sem tak navdušen, no, ker sem vse mesto zanimal. Imel sem tudi srečo, da sem imel mlajšega brata in sestro in pol smo skupaj z njima veliko stvari ušpičali. Imeli smo nek družinski časopis. Ja, take stvari smo počeli. Kako ima družina svoj časopis? Ne vem, enostavno, to je bilo čisto spontano. Kaj pa vem, sploh ne vem, kdo se to spomnil. Ampak ja, dejansko smo objavili neke članke. Takrat je prišla na sceno neka digitalna fotografija, prvi fotoaparati z 2 megapiksloma, mislim, da jih prišel ven. Tako da me se to začelo zanimati, ta tehnologija, kreativa, tako da. In potem si pri stricu in teti našel tiste revije z rumenim okvirjem? Ja, res je, ja. Pri teti sem prvič naletel na izvode National Geographica in začel malo listati, in me to začelo zanimati, prej tega nisem sploh toliko poznal. In sem bil čisto začaran, ker to so bile res cele enciklopedije enega znanja in v različnih kulturah, potovanj in me je tako malo potegnilo. Tudi takrat, ko sem odraščal, me je zelo nagovoril Arne Hodalič. Šel sem na nek njegov tečaj fotografije, star, ne vem, 14 let. Se usedel na avtobus v Ljubljano in sem si rekel, ja, evo, to si želim jaz delati. Arne je kar inspiracija za več. Ja, sigurno, ja. No, pa še marsikaj drugega. Zdaj predlagam, da vlečeš še en roza listek z roza okvirom, ne rumenim, zadnji iz preteklosti, na katerem piše. Se je bilo na kateri odprav strah za svoje življenje. Ja, to se kar dostikrat zgodi. Mislim, tako zelo odvisno od konteksta. V bistvu zdaj sem se vrnil iz Finske. Sicer, ja, si lahko povem v bistvu. Delal sem zgodbo o divjem, kako bi to sploh prevedel. Mi smo wild skating, neko divje drsanje, se pravi. Že 2 leti sem spremljal eno skupino enih norih Fincev, ki grejo vsako leto na sever Finske in iščejo ta prvi led. In ki zamrzne, in to je res tenka skorja ledu, ne vem, 5 centimetrov. In potem iščejo te res nore kotičke, jezera, reke in drsajo in odkrivajo in iščejo led sateliti in tako brezblazno zanimiva zgodba. In tja smo šli delati za National Geographic in ja, dejansko prvi dan sem bil zelo fejst prestrašen, kaj bo s tem ledom, bo to zdržalo, ali se bo kaj zgodilo. Drugače pa, kaj pa vem, imam veliko enih norih. Zaprt si bil v Afriki? Zaprt sem bil v Afriki, enkrat sem nas, v bistvu smo bili v enkrat sem nas lovil na motorju, nam je nekdo sledil s pištolo, tiste je bilo kar noro, še to sem že čisto pozabil. Delali smo zgodbo o tehnološki revoluciji, fotkal sem razne startupe, tehnološke rešitve za Afriko, taka neke različne iniciative in bili smo v eni vasi 3 ure severno od Nairobija, ful lep dan, ful tako, to se veliko zgodi, ko si tako ful na adrenalinu, vsi smo ful veseli, euforija, ujameš nore fotografije, najlepša svetloba in potem tako bam, se nekaj zgodi. In tukaj ko smo se že vračali z džipom čez te vasi in to je bilo tako ful, vse blatno in jih kdo še padal, je dejansko en na motorju nam začel slediti, videli se, da ima pištolo, ampak šofer je bil tako priseben, da enostavno je pač stopil na gas in bil ful severen in nekako smo uspeli zbežati na avtocesto oziroma tisto hitro cesto. Ta zasledovalec je pa obupal, no, ampak bilo je tako zelo, bil je kar poseben experience. No. Kaj razmišljaš? A sploh kaj razmišljaš takrat ali ne vem? Ne vem, jaz nekako vedno zaupam, da bo vse okej. Mislim, se teh trenutkov zdaj ni bilo toliko veliko. Pač nekako si se pripraviš vedno na stvari.
Še stvari se mi zdi, da se zgodijo, ko si v nekih transferjih, ko nekam potuješ, neki gorski prelazi v Peruju, pa ne vem, mogoče najameš enega fiksarja oziroma lokalnega vodiča, ki je totalno obseden s hitro vožnjo in mu moraš 20krat reči, da ima malo počas vozi. Ker takrat se marsikaj zgodi. Pa na Grenlandiji je bilo veliko enih teh odprav, ki pač zaradi, ne vem, nekih neurij, neviht, pač hitro se lahko zgodi, se kakšen čovan prevrne, se kakšne senikam. Koliko si star? Star sem pa 38 let. 38, ampak na prvo... Sem mogel promalo pomisliti. Oprosti, ker sem se tako izpostavila, ampak na prvo, tudi verjetno ne najbolj varno, odpravo si pa šel pri 14 z enim frendom, ki je bil par let starejši od tebe. Ki se tudi vse zvedla. I have my sources. Moje vprašanje je, a tvoji starši so kar rekli, pejdi aboriginom pri 14 s frendom? Ja, to je bilo čisto noro. V bistvu, to je družinski prijatelj, ko smo se nekako spoznali na Hrvaškem, na enem dopustu in smo šli do njega na obisk, on je prišel do nas in smo se tako ful blazno ujeli, zelo tak lep, velik človek, no. Še zdaj smo v stikih, sicer ne več toliko kot prej, ampak on je pač Nemec, on je imel splaniran itinerary za 5 tednov Avstralije, tako vsak dan od A do Ž. In žal ga je pa en mesec pred odhodom pustila punca. In on je imel vse splaniran in potem je pač poklical moje starše in rekel, če bi šel mogoče Ciril z njim na to neko sanjsko potovanje v Avstralijo pri 14. In ja, to mi je čist spremenil sveta, ne. Pač to je bilo toliko noro, navdihujoče, vsa ta pot je bila toliko lepo, avtentično splanirana, ne. Midva sva bila par tednov, sva šla od centralnega Avstralije, Ayers Rocka do nacionalnega parka Darwin, do Kakadu, do Darwina. Vmes sva bila par dni pri aboriginih, in to je meni čisto spremenil pogled na svet. Začutil sem, kaj res želim početi, nek ta pristen stik domorodcev s našim planetom. Nekako sem začutil, da me mogoče to zanima, da bi to počel. Takrat sem se tudi ful še odločil, kaj bi rad delal. In in takrat naprej sem želel raziskovati, potovati, in še zdaj sem zelo hvaležen, da... In staršev, da so te pustili. Ja, to pa sigurno, ja. Ne, to je bil zelo tak, se prav spomnim, ko sem priletel v Sydney in me je zagrabil to motožje tako zelo silovito in to res to, ki smo to gledali stran, čez druga svetloba in vse, ampak to je bila taka odlična šola življenja. Dober dan, s Cirilom Jazbecem sva v studiu, svetovno znanim in priznanim fotografom, katerega spletno stran priporočam, da si ogledate, da boste razumeli, če ga še ne poznate, kaj ustvarja in na kakšen način. Prišla sva do drugega marmeladnega kozarca, ki govori o njegovem delu, odnosu do sveta, pustolovščinah. In Ciril, prvo vprašanje. Čakaj, to še odpreti. Se pravi modra barva. Modra barva. Evo, teh je pa ful zdaj. Ja, da vidimo. Da bi mogel še kaj premešati. Ne, vse je v redu. Ok. Si moral kdaj izklopiti fotografa, da si ostal človek? Ja, sigurno, ja. Veš, kaj mislim? Ja. Škaj, to mi pa najprej pada na pamet, ta izkušnja, ko sem dokumentiral begunsko krizo. Enostavno, ko se je to zgodilo 2015, ta eksodus beguncev, migrantov na Balkanu, sem začutil, da moram to pokrivati. To je bilo pač par ur stran in s tem imam res zgodbe, tako mislim. Najbolj se mi dotaknil, ko smo en večer sledili res eni ogromni skupini ljudi in ko že misliš, da so šli vsi mimo, potem tam ena mama, ki je šepala in z nekim 8-letnim otrokom, ki niso toliko težak ruzak. To je bilo tako, da je bilo noter, ne vem, 20 skal.
In tam nisem sploh mogel. Pač enostavno smo šli prositi za pomoč, pomagali smo nesati ruzak, ko oni so vsi, to bilo na meji Slovenije, Hrvaške, in so hodili peš kilometre in kilometre do zbirnega centra in tisti se meči. Ko sem prišel tisti večer domov, sem se sam zlomil, ne. To je bilo pa res noro. Enostavno sem čutil, da moram to pokrivati in tam si pač človek in pač probaš malo pomagati, kakor se pač da v neki taki nori situaciji. Drugače pa težko izklopam fotografa, ker sem čist in the zone, non-stop in pač vedno ne morem izklopati, pač toliko mi dogaja fotografija, da je včasih že na meji, kaj že vsi upijajo okoli mene, pa daj, premakaj se že, pač ne vem, toliko je to noter v meni, da... Ne moreš spati in razmišljaš o tem. Mislim, včasih, ja. Ampak ja, ne. Ampak kje je ta meja? Sej, verjetno večina nas pozna to zgodbo Kevina Carterja, ki je sprejel Pulitzerja leta 1994, je prejel v bistvu nagrado za fotografijo, ki prikazuje sestradanega otroka, na katerega preži jastreb. In on je dobil nagrado in potem ga je v bistvu javnost res obsojala, a si pol ti pomagal temu otroku, ker mu ni. In kaj je zdaj tukaj, vi kot fotografi, kako ti sam pri sebi veš, kdaj boš vskočil? Ja, enostavno pač, če začutim, da je treba pomagati, absolutno, mislim, naredim vse, kar, nisem delal toliko teh nekih, razen te begunske krize, nisem delal na vojnih območjih, bolj sem se ukvarjal z okoljskimi zgodbami, raznimi kulturami, ampak ja, če se le da, pač pomagam, ne vem, pri kaj prispevam. Zelo fajn mi je bilo zdaj, recimo, ko smo imeli projekt na Grenlandiji za društvo National Geographic, kjer smo v bistvu skupnosti, kamor sem jaz hodil več kot 10 let, 12 let, sem dobil v bistvu možnost, da sem šel tja z ekipo snemalcev in smo organizirali tritedensko filmsko delavnico za mlade Grenlandce in Inuite, ne, in želel sem nekaj vrniti nazaj. In je bil tak čudovit ritual, kjer so tudi oni odkrivali, kaj jim pomeni, kdo so oni, kaj se želijo sporočiti svetu, zakaj so na tem planetu. In pa smo posneli na koncu tak čudovit video. Vsak je ustvaril neko svojo vizijo, pustil smo jim neke opreme. In vse trudno biti, čim bolj tak sočuten, kot se le da, še vse pa pač iščeš neko ravnovesje. Ja, pa tudi s tem, da posnameš fotografijo, tudi že ogromno daš, ne? Če je potem objavljena, seveda. Ja, pač nekako moraš to verjeti, da fotografija spreminja svet, čeprav, ja, v zadnjih časih je to žal ne drži več toliko, kot je včasih. Rekel si, da si verjel, da fotografija spreminja svet, a to verjameš še danes, torej? Jaz mislim, da zgodbe sigurno lahko še kar spreminjajo svet. Enostavno, če ne svet, pa mogoče neko percepcijo ljudi, neko dojemanje sveta, do enih problemov, dokumentarni filmi, vsebine. Jaz mislim, da imajo še to močno, da pustijo nek pečat, sploh pri mladi generaciji. Se mi zdi, da so bolj osveščeni, da jih bolj skrbi prihodnost, tako da ja. Da vidimo, če ti bo kaj zaskrbelo drugo vprašanje. Premešam spet. Premešaj, po želji. Čak, teh imaš pa zdaj ful tukaj. Okay. Kako je biti del fotografske elite Nat Geo? Ja, mislim, valjda, to je super za ego in... Wow, dobro si začel, ne? A ste kot neka sekta? Absolutno, dobivamo se vsak drug petek. Ne, pač spreminja se, ne. Žal je tudi ta medijska hiša podvržena vsem tenzijam in turbulencam medijskega sveta, tako da zelo se stvari spreminjajo v zadnjih parih letih pa sploh ne. Tako da se mi zdi čudež, no, da
da še dobivam te assignmente, ne, da mi pošljajo na Islandijo 2 meseca nazaj in tako in mislim, res se sam lahko ščipnem. Je pa vsekakor, sem doživel nekako še ta zlato obdobje tega fotoreporterstva pri teh večjih medijskih hišah in imel res možnost, da sem delal na enih norih projektih z ogromno vojsko fotourednikov in novinarjev. Si tam s svojimi, v bistvu kot nekimi heroji na nek način? Mislim, ali si ti zdaj? Ne vem, pač ne bi zato, ki se dajo na nek podestal, ne, pač veš kako, mislim, to je tako, to je tako poslanstvo, da če misliš, da si že ne vem kaj, pa da ne vem kaj imaš, ti je konc s tabo, ker je to vedno, nenehno se učiš, nenehno rasteš, kaj enkrat misliš, da konc je, pač vsak nov projekt, assignment, fotografija, notam že srce, energijo, neko iskrenost, pripravo, drugače bo pač kar nekaj, ne bo dobro, ne, se bo to začutilo. Je pa, mislim, je pa valjda pač hodo, da sem imel to možnost, da imam to možnost pač objavljati tudi zdaj v tej dobi socialnih omrežij, je bilo noro biti del tega ekosistema National Geographica, ki je res močen. Na Instagramu imajo več kot 270 milijonov sledilcev in to pomeni veliko enih viralnih objav, enega ogromnega občinstva za določene stvari. Se zalotiš, da kdaj razmišljaš, kako bo fotka izpadla na Instagramu prej kot v reviji? Zdaj to je tak del naročila, ne. Ti v bistvu imaš zelo jasne, včasih imaš zelo jasna naročila, da mislim, da vsak, ki se s tem ukvarja, nehote začenjaš razmišljati malo bolj vertikalno. Ni nujno, ampak ja, določene stvari so tako, ne, pač, kar se tiče National Geographica, imaš precej proste roke, imaš neke minimalne, imaš nek seznam enih stvari, ampak imaš proste roke, ne, ampak nehote narediš tudi content, vsebine za ta format in pač določeni algoritmi bolj delujejo, če so stvari pripravljene na ta način. Predvsem je biti pa noro del te družine National Geographic bolj v smislu, ker oni ogromno vlagajo, ne, v te njihove pripovedovalce zgodb, ne, in nas vabijo na razna izobraževanja, seminarje, vsako leto se zberemo v Washingtonu na štabu National Geographica in to pač pride, ne vem, vsi heroji dokumentarnega sveta. Lani nam je predaval Werner Herzog, ne, recimo, in bilo tako čisto noro navdihujoče. Tako da, ja, jaz upam, da bo prihodnost za medije, no, je pa zaskrbljujoče, ker vedno manj ljudi kupuje tiskane izdaje. Mislim, nek dober primer, dobra praksa ima New York Times, za katerega precej delam, kjer jim raste subscription, tako da bomo videli, kaj se bo dogajalo. Bomo videli, kaj se bo dogajalo in kaj bo naslednje vprašanje, ki ga lečeš iz modrega kozarca, torej Ciril Jazbec, svetovno priznani fotograf, je v marmeladi. Okay. Kdaj si se nazadnje vprašal, če ima vse, kar počneš, sploh smisel? Pa to se zgodi kar velikrat. Pa se to mislim, da se prav vsem, ki se ukvarjamo z nekimi takimi svobodnjaškimi, kreativnimi zadevami, da je to tako vedno up and down, ne. Pač, ko si toliko čustveno vpleten v nek projekt, pa mogoče ne gre tako najboljš, pa si misliš, to sploh ima smisel. Tako da Tudi tvoje področje so v bistvu, mislim, predvsem veliko govoriš o podnebnih spremembah, opozarjaš na to, tudi ta tvoj projekt na Grenlandiji je posvečen temu. In to je ena taka stvar, ko je ti kot posameznik ne moreš rešiti, noben od nas, ampak nenehno, tudi zdaj, ko si sedel v režiji in so bile novice, je bila ena od njih podnebne spremembe, kaj se dogaja, da ne gre nič na boljše. A se počutiš, da sploh kaj lahko spremeniš s tem, kar delaš? Sploh ni, mislim, zame sploh ni debata, ne, pač jaz verjamem, da pač je treba boriti, ne, ker pač tudi zelo me je navdušil
protagonist mojega filma Reševanje ledenikov, dr. Felix Keller, on je imel res noro idejo, da bi on se želi rešiti ledenik, in je prepričal pol Švice, elitne univerze, privatni sektor, da so investirali milijone v njegovo rešitev, kjer bi on zasneževal ledenik z nekimi snežnimi kabli, tako zelo sustainable, zastavljeno vse skupaj, in on pač želi reči na smrtni posli, da svojim otrokom hoče reči, da želi jim povedati, da je vsaj poskusil nekaj narediti, tudi če ne bo nič ratalo. Tako da jaz mislim, da se vseeno da ustvarjati nek pritisk, neko tenzijo, da se stvari dogajajo, nakoli še v zgodovini ni bila znanost toliko poenotena, kot je zdaj, da so podnebne spremembe resnične, da je za to kriv človeški vpliv, da enostavno bo treba stvari spremeniti ali pa se tudi zelo dobro pripraviti. Pač ja, jaz mislim, da je treba biti na to pripravljen. Veliko smo govorili o tem, kako ti spremenjaš svet, me pa vseeno zanima, kako ta svet, ki ga ti vidiš z lastnimi očmi, kako spremenja tebe. Ja, v bistvu jaz sem po naravi dosti, sem zadnje leta bolj realist, ampak imam nek optimizem, tako nekako me navdihujejo zgodbe, ki so vseeno, obstaja veliko nekih dobrih, pozitivnih zgodb, ki jih mogoče niti niso na našem radarju, ampak nekako verjamem, da bo že, ne vem, itak bo narava, planet bo poskrbel zase, tako da... Mogoče me bolj zanima, ne vem, ko vidiš te ljudi, kako v bistvu veliko revščine si videl in vidiš, da so v bistvu vseeno velikokrat zadovoljni s tem malim in potem prideš nazaj v to našo malo Slovenijo, kjer jamramo in joj megla, pa moja služba, pa lej to na televiziji. Ni tle nek razkol med vrednotami? Ja, sigurno je, valjda, da je. Zato je pa pač nujno, da gremo malo iz svojega okolja, tudi če gremo v sosednjo dolino, pa da se malo prevetrimo te naše možgane. Ja, točno tako, kot si rekla, to vsakeč začutim, da smo v Sloveniji res v eni pravljici in da imamo res neverjeten potencial, če bi se malo bolj skupaj držali in pogledali malo širše, malo bolj vizionarsko, ne samo do naslednjih volitev, ampak ne vem, za 15-20 let, da bi več vključevali mlade. So pa seveda, realne tendence so srhljive. Jaz se ukvarjam dosti z ledeniki, recimo, od ledenikov je odvisna, 2 milijarde ljudi je odvisnih od ledenikov, in če bodo te izginili, to pomeni ogromnih migracij, problemov s pitno vodo za en ogromen velik del sveta. Tako da so stvari, ki so zelo zaskrbljujoče in še marsikaj se bo dogajalo. In treba bo ogromnega znanja, ene splošne izobrazbe, da bodo ljudje razumeli, da se bomo pripravili, da ne bo samo ta bogat del sveta privilegiran. Tako da ja, to je zelo kompleksna tema in jaz pač enostavno, če bi to vse imel vzdržal v glavi, ne bi mogel niti dihati, tako da pač se trudim delati neke svoje projekte. Ni pa to vse, kar delam. Zanima me tudi mladi, na Arktiki zadelam en film o mladih Inuitih, kaj je njihova prihodnost in tako naprej. Cirila,
Jazbec je gost v Marmeladi, izjemen fotograf in filmski ustvarjalec, ki se z vsem, kar počne, bori za boljši svet, predvsem pa opozarja na podnebne spremembe in njihove posledice na skupnosti po svetu. Prišla sva s Cirilom do pikantnega kozarca, rumeno-oranžne barve. Tukaj bo nekaj takih vprašanj, Ciril, ki bo to mogoče ti dale zamisliti. Okay. Upamo. Malo premešaj. Ok, oranžna barva. Kdaj si nazadnje jokal? Wow, čakaj, moram prav pomisliti. Ta teden, po mojem, malo pa razol po zdravnici. No ja, tako. Kaj pa na kakšnem terenu ali pa... Čakaj, ja, kaj pa vem, wow. Moram prav pomisliti, čakaj, kva je bilo kaj tazga? Enkrat si jokal, ko si dobil prvi od teh velikih assignmentov, ne? Ja, to se je zgodilo, to so imeli tak 3 momenta. Kaj pa vem, ko sem kakšen film zagledal verjetno za zadnje čase. A na terenu se ti kdaj zgodi, da tako ti kar solze tečejo, ko nekaj vidiš skozi objektiv? Ne, to se mi lih ne zgodi. Okay. Zdaj sem jo dobro ujela. Zdaj sem nazadnje jokal. Ja ne, sem potočil, pa kaj je liha, en mucek nam je umrl. En mesec nazaj. Za enega sajmata sem se pelal domov in me kliče žena, da ni našega Lojzeta. In to je bilo čist grozan, ja. Ful je bil posebna dušica. In pa ga je moj sin tam, ga je šel prav pobrati na cesto, ko ga je zbil avto in ga je prinesel domov v škatli in tako pa smo ga pokopali. To je bilo tako tak moment. Damo en shout-out Lojzetu. Ja, hud je bil Lojza, čisto je bil legenda. Mislimo na te. Te mucke so mi ful naučili zadnjem, ker sem bil tako ful proti domačim živalim. Zakaj? Manj neko travmo imam iz otroštva, ko sem imel nemškega ovčarja in je bila ena tragedija, ki je napadel eno sosedo. Ni bilo tako smrtno, ampak bilo zelo resno. In pa sem kar tako obdobje, ko sem imel zelo tak respekt. Zdaj sem pa nekako smo te mucke si umislili 2 leti nazaj in je čist noro. No. Tukaj res dojameš vse o sočutju, do živih biti in kaj ti se to da in je kar noro, kako se navežeš na te male živalce. Bi rekel sicer, da si čustven človek? Ja, sigurno ne, si sem rak, ne, raki smo 2. Rak si! Najbolj čustveno znamenje, tako da ne, ful sem čustven, zelo sem tudi tak, prijatelj reče, da sem zelo navdušen, da sem preveč navdušen včasih, da sem tako čist. Navdušen? Ja, da sem nad svetom? Ja, nad stvarmi, ki me zanimajo, se zelo navdušen in pa spadam noter in me ful zanima in tako sem tak strasten in intenziven. Si predstavljaš, da bi ti bilo dolg čas v življenju? Kakšna tragedija bi to bila? Ja, to mislim, tudi se kdaj zgodi, ne, ampak ne. Da nam ne bo dolg čas, predlagam drugo vprašanje iz pikantnega kozarca. Ciril Jazbec je naš gost. Kam nas bo zdaj odneslo? Si se kdaj cenzuriral? Čakaj, v kakšnem smislu to misliš? Sam sebe, da si imel res hudo fotko. Aha. In ne vem, ali da je bila prehuda. Mogoče tudi... Mislim, to se zgodi kdaj, ko so bolj te objave na socialnih mrežjih, ko moram malo razmisliti, a je to kaj primerno ali ni, ampak kaj pa vem, čakaj, je bilo kaj tazga. Mislim, siguren, predvsej slikam tudi svojo družino, svoje otroke. In je predvsej enih fotografij, ki jih ne objavim. No. Čeprav sem že marsikaj objavil, ker mi je to tako res, mislim, da celo knjigo naredil z tega, taki čudoviti trenutki. Ampak lih tudi vsega tudi ne objavim. No. Tako da bo mogoče to, da je neka knjiga bolj za domače. Knjigo si želiš mimo grede napisati, vse te zgodbe? Kaj pa vem. Mislim, sigurno si želim še kakšno knjigo narediti v smislu monografije, fotografske, ampak to zahteva toliko enega časa in tako da, mora biti prava priložnost za neka založba. Iz Pariza se nekaj zanima, ampak bomo videli. Dobro, gremo na naslednjemu vprašanju. Morda bo še kaj o otrocih. Ok, če bi se moral odpovedati enemu vidu... Enemu od naslednjih. Vidu ali pogumu. Ali empatiji.
čemu bi se najtežje odpovedal? Ja, sigurno videl, absolutno videl. Enkrat sem dejansko oslepel za, kaj pa vem, za kakšno pol ure. Kako se to zgodi? Ne vem, to je bilo enkrat, ko sem bil še doma, ko sem bil še mulc, kaj pa vem, bil sem na koncu osnovne šole. Mislim, sem neko hudo vročino in sem zelo hitro vstal iz posle, šel eno nadstropje nižjo kuhinjo in sred kuhinje mi je zmanjkalo tema, popolna tema in sem spomnil se paniko, ko sem začel kričati, jaz ne vidim tako in dejansko sem se pa mogel ležiti in pa se je vid vrnil čez 20 minut in to še zdaj me zelo manj krmrolince, to je bilo tako noro, ne. In to bi bilo po mojem najbolj grozno, tako da res v bistvu spoštujem vse, ljudi, ki nimajo vida in da zborbajo in mislim, ja, res. Torej, tudi če bi govorili o vseh naših čutih, bi v bistvu bil vid tebi na prvem mestu. Absolutno, zato enostavno brez, ja, zame je vid vse, ne, sploh dober vid, ne, da res opaziš detajle, nianse, teksture, odboje, svetlobe, meni skozi ta procesor laufa, ne vem, ko se vozim, opazujem svetlobo. A vidiš tukaj v tem studiu za neke motive, ki bi jih škljocno? Jaz sem že zanaliziral to svetlobo. Res? Potem lahko narediš par fotk, ne bomo se branili. V redu, Ciril, še eno vprašanje iz Spicy kozarca. Aha. In kaj pravi? Wow. Bi svojih hčerki pustil, da gre pri 14 sprejenico v Avstralijo. Če se vrnemo nazaj. Shit, ja, ta je pa dobra. Jaz smo odvisni od konteksta. Ja, s kom? Poglej tvoj kontekst, ne? Ja, saj ne, mislim, če bi čutil, da je zaupam, ja, smo težka, ne? Zdaj sem me dobila, ne? Ja, res se ne predstavljam, vsaka čast mojim staršem, da so me takrat pustili. Ja, sem tebi to odprlo svet, leke si zdaj. Ja, sigurno, ne. Ja, ta svet je tako zelo veliko te nauči, mislim, da je super, da potujemo, da se učimo od drugih kultur, ker velikokrat pa ugotoviš, da kakor so kulture različne, smo ali je to najbolj severna vas na Grenlandiji ali neka Andiji. Ljudje smo se toliko podobni, da je neverjetno, ne? Imamo vsi iste potrebe, ista hrepenenja, iščemo ljubezen, stike, odnose. In odkar sem starš, ful se lažje povežem z neko skupnostjo nekje v Andih, tako čist nekaj odpre se ti, če sem nov kanal. Kako to misliš? Ne vem, razumeš, da imaš, dokler spraviš dva otroka, greš čez en tak močen proces, mislim, imeti otroke tako, to je v bistvu en tak privilegij, ne. Otroci so jaz verjamem, da jih dobiš tako kot neko darilo. Tudi ne bi priporočal za otroka vsem, ne, ker včasih bi kdo rabo izpit, ne. Ampak ja, dobiš neko sočutje in se lažje povežeš tam z nekom, ki ima tudi otroka, nekje na Grenlandiji in potem se ti odpre nek poseben trenutek. Bi rekel, da zdaj, ko ti potuješ in vidiš, kaj se dogaja po svetu, da te je bolj strah, kot je bilo tvoje starše? Ja, zdaj to je ful odvisno od, ta zahoden svet je relativno varen, odvisno je zdaj kje, kako in kaj, pa če, mislim, moja otroka me zelo presenečata, mislim, da sta bolj odgovorna kot jaz včasih, tako sta res nasproti, recimo jaz tako zjutraj zelo rad spim in včasih zamujam in moji možgani se rabijo spočiti, ampak moja otroka sta tako organizirana, vstaneta zjutraj, hočete iti že 1 uro prej v šolo. Res? Ful sta nora, ja. Morda še to, Ciril, a zdaj, odkar imaš otroke, boš dvakrat premislil, preden boš rekel, ja, vsaki odpravi. Tudi če je kakšna bolj nevarna, kot si včasih. Ja, mislim, se te odprave niso zdaj spet toliko, ne. Mislim, vsaka
vsaka pot je lahko, največ, že ta vožnja do Ljubljane je lahko usodna. To je tako zelo relativno. Jaz mislim, da nekako moraš verjeti, da si na tem svetu z enim poslanstvom, z enim namenom in pač kakor ti je namenjeno, ne. Pač verjamem, da so to neke usode in pač moraš biti valjda odgovoren, ampak hitro se lahko zgodi marsikaj že, ne vem, da veš, že na domačem, ne vem, pač, ja. Je treba živeti. Tako je, ja. Tukaj in zdaj in v tem trenutku. Vsak dan, ja, čim bolj pristno. In zdaj sva živela in zdaj bova še naprej, ampak morava počasi končati z našo marmelado. Najlepša hvala, ker si jo obiskal. Toliko zgodb, boš prišel še kdaj? Ja, z veseljem. Super si bila. Ti tudi, hvala. Hvala.